Pozdravljeni! V zadnjih tednih so v raznih medijih odjeknili dve novici, kateri sta zanimivi za nas, ljubitelje Formule 1. In prvi je bila dana velika pozornost tudi v tistih medijih, kateri se ukvarjajo samo in izključno s Formulo 1, namreč združitev koncerna FCA, Fiat Chrysler Automotive in Peugeot SA. Pred meseci smo govorili o podobni združitvi samo z njihovim naravnim konkurentom, koncernom Renault-Nissan, in analiza, katere smo delali, o katerih smo špekulirali, posebej jaz sam, so pripeljale do tega zaključka, da ukolikor bi do te združitve prišlo, bi ali tovarniška ekipa Renault ali Alfa Romeo Racing nekako šla v ozadje, mogoče tudi izven Formule 1. Seveda, logično bi bilo, a do te združitve na koncu ni prišlo. Prišla je združitev s tistim koncernom, ki je v Franciji in tudi na drugih tržiščih nekako konkurent Renaultu. In to zna biti pozitivno za Formulo 1. Pozitivno zato, kajti po eni strani imamo Alfa Romeo, kateri se pokroviteljska pogodba z Sauberjem izteče 2020. A pri Peugeotu si želijo vhoda v tisti srednji segment, malce bolj prestižni, in znamka Alfa Romeo je mogoče vhod v ta razred. Izdelke imajo dobre, rabijo samo prestiž. In če pogledamo, kaj je skupina FCA prinesla v doto v to združitev praktično. Ameriško tržišče, ameriške tovarne, tisti del Chryslerja v Združenih državah in seveda znamke, ki jih delajo tudi v Evropi, naprimer Jeep, ter samo obubožane italijanske znamke. In tu govorimo o Alfa Romeo, ki nima praktično uspešnih modelov kljub velikemu trudu. In prav tu je lahko smisel nadaljevanja avanture v Formuli 1, ukolikor bojo v naslednjem letu v tem skupnem koncernu začeli razvijati neko znamko Alfa Romeo na platformah, katere so bile do sedaj v lasti skupine PSA. In seveda, tudi prisotnost v Formuli 1 bi bila velika vzpodbuda k nakupu raznih strank. Po drugi strani imamo koncern Renault, kateri ima tovarniško ekipo, kateri je proizvajalec pogonskih sklopov, kateri se lahko ne bo odpovedal Formuli 1, če bo imel svojega domačega konkurenta v tem športu. Namreč rivalstvo med temi dvemi skupinami je veliko in mislim, da bi to znalo biti samo pozitivno za Formulo 1. In pod črto še ena zadeva, katera zna biti izjemno zanimiva, je ta, da s to združitvijo se je nekako prerezala popkovina med Alfa Romeo Racing in Ferrari. Mnogi navdušenci so mislili, da gre kmalu za eno in isto zadevo, da je Alfa Romeo Racing praktično B ekipa Ferrarija. Daleč od tega, čeprav so se mnogi tako obnašali, in prav ta pripojitev koncernov skupaj bi znala povleči jasno ločnico med eno in drugo realnostjo. Druga novica, katera je zanimiva in v kateri velja diskutirati, je kriza pri Aston Martinu. Aston Martin je prisoten danes v Formuli 1 pri Red Bullu. Je njihov pokrovitelj, zelo velik pokrovitelj, približno govorijo o razni viri, da dajo $10 milijonov na leto Red Bullu, in govori se, da Lawrence Stroll, oče Lensa Strolla, bi znal tudi prevzeti to tovarno tega proizvajalca, to znamko. Lawrence Stroll je znan po tem, da je znal ustvariti znamke v svetu mode, v svetu, bom rekel, tega prestiža. No, in Racing Point, roko na srce, ni prestižno ime. Trudili so se tudi z nekimi drugimi znamkami, a jim ni uspelo, spomnim se nekih špekulacij okrog Brabhama, a vseeno. Mislim, da si želijo neko zveneče ime za svojo ekipo Formule 1. A kaj, ko je tu zraven še proizvajalec? Proizvajalec, kateri je v zelo slabi luči, v zelo slabi finančni situaciji. In potrebno ni samo delati na znamki, ampak tudi delati na razvoju, delati na proizvodu, delati na prodaji. Je tega Lawrence Stroll sposoben? Ne vem in se s tem niti ne ukvarjam. Mene zanima Formula 1. Namreč,
Aston Martin v Red Bullu je nekako bizarna kombinacija. Imamo Aston Martin, imamo Hondo in imamo Red Bull v istem bolidu, kar nekako zmede povprečnega gledalca. In tudi prej. Imeli smo Aston Martin, imeli smo Red Bull in imeli smo pogonske sklope TAG Heuer, čeprav TAG Heuer je proizvajalec prestižnih ročnih ur. Spet zmeda. Ukolikor bi Lawrence Stroll prevzel Aston Martin in ekipo Racing Point preimenoval, bi bilo zanimivo. Zanimivo bi bilo pa ne samo iz smisla marketinga, zanimivo bi bilo pravzaprav iz sveta pogleda Formule 1. Zakaj? Mercedes je udeležen v Aston Martinu s tam okrog 5%. Motori, kateri poganjajo cestne Aston Martine, prihajajo z večine iz tovarn Mercedesa. In sinergija med Racing Pointom in Mercedesom je očitna. Tudi pravilnik 2021 zgleda, da bo podaljšal ta spisek listed parts, to se pravi teh delov, ki jih bojo lahko ekipe kupovale ena od druge. In ukolikor bi Lawrence Stroll nekako spravil Aston Martin in se nekako navezal še bolj na Mercedes, bi lahko prišli v situacijo, da bomo imeli že drugo ekipo, podobno tisti, kot je današnja ekipa Haas v Formuli 1. Seveda, sinergije znajo biti koristna zadeva ali pa tudi ne. Ampak v glavnem zanimiva zadeva, bistveno nad tistim, kar smo videli v mnogih medijih, ko so samo bolid Racing Pointa nekako prebarvali v British Racing Green zeleno in napisali Aston Martin ter objavili novico. A vse to, če se bo zgodilo, ko se bo zgodilo, bo v sezoni 2021. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.